V rubriko Glas ljudstva pa nam je tokrat pisala Barbara, ki se sprašuje, kaj naj naredi, saj hoče mož, navajam, na vsak način imeti svoje novo gorsko kolo parkirano v dnevni sobi našega srednje velikega blokovskega stanovanja. Mi o kolesih vemo približno toliko kot tekmeci Tadeja Pogačarja, se pravi kar velik, ampak nam tu nič zares ne pomaga. Smo za odgovor raje prosili človeka, ki tako kot Tadej z zmagami nima nobenih težav. Barbari odgovarja Vladimir P. Dober dan, Barbara. Hvala za vprašanje. Fantje iz FSB-ja že iščejo tvoje imena anonimnih seznamnih volivcev. Da preverimo, kako si glasovala. Ampak jaz sem prepričan, da bo vse prav in da ne bo treba klicati na Sovo in je pa vedeti, da sta apa z možem ruska vahuna. Hec. A prosti, ne bom se več šalil, da ne bo da umrl od smeha. Tako kot Navalni. Hec. No, kar se tiče tvojega vprašanja, jaz mislim, da to sploh ni noben problem. Problemi so, recimo, če si član opozicije, ali pa če si svetovni voditelj in nimaš atomske bombe. To je prav težava. Tvoji problemi so rešljivi. Rešimo jih lahko že danes. Lahko jaz uredim takoj, da ga damo na balkon, ali na hodnik, ali na cesto, ali na tank, ali ga pošljemo v Sibirja. Velika je možnosti, kam lahko gre. Pa da ne bo pomote, govorim o tvojem moža, ne o kolesa. Ker če ima energija za gorska kolesarjenja in obe nogi, ima vse, kar potrebuje, da brani Rusija. In to je za njegovo zdravje. In zdravje Evrope je veliko bolj pomembno kot kolesarjenje. Pa še da maga ne bo. Tako da lahko spraviš kolo v spalnico. Prostora je dovolj. Draga Jara Barbara, vesel sem, da smo hitro rešili tvoj problem. Lahko ti povem, da sem tudi jaz imel zadnji teden nekaj težav in vprašanj. Saj smo bili na volitvah dogovorjeni za 90%. Dobil sem samo 88%, tako da nikdo ni opravil svojega dela. Ampak nič hudega. Zadeva bomo hitro uredili. Sem že naročil zaposlenim, da odprejo vsa okna, skuhajo čaj in mirno pa čakajo, da bo zadeva rešena čez nekaj dni. Lepo se imej, brez skrbi. Če se mož slučajno ne vrne, da biš dodatnih 20 kg čebule, pa še kolo ostane tebi. Se pravi, tako kot jaz v Ukrajini, v bistvu ne moraš izgubiti. Lepo se imej, pa vej možu, naj se boj na fronta, a zame čelada. Nam jih primanjkuje. Do svidanja.